Zdaj poglejmo, kaj počne naš predsednik. Več kot očitno fura svojo predvolilno kampanjo s podnaslovom Koga imajo ljudje še radi, da se z njim slikam. Predsednik se je prejšnji teden namreč srečal z Bergdoktorjem, ja. Ja, s katerim je razpravljal o prihodnosti Evrope, ja. 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 Zdaj ne bi bil Bergdoktor zelo zaskrbljen, ja. Ja, groz. Pahor se je do konca tedna srečal še z Gandalfom, ki ga je prav tako skrbi deficit v proračunu za vojsko. Srečal se je tudi z Batmanom, s katerim sta govorila o jadranski begunski poti. Pa se je srečal še s Pink Pantherjem, s katerim sta ratificirala sporazum o Piranskem zalivu. Naslednji teden pa bo imel še bolj znanega gosta, in sicer enega od smrkcev, s katerim bo razpravljal o enakosti spolov in razliki v plačah. Mi smo seveda na teren poslali svojega poročevalca, ki je budno spremljal dogajanje. Pozdravimo skupaj diplomiranega Slovenca in strokovnjaka za obiske znanih pri predsedniku države, gospod Janez Ivan Novak. Pozdravljeni! Hvala Jezus. Gospod Novak, pri predsedniku Borutu Pahorju se je prejšnji teden oglasil Hans Sigl, igralec iz avstrijske serije Gorski zdravnik. Ja, vem, gledam. Zanče nekomu zrihtu nova jetra, še malo pa bo ljudski heroj, ne? Tako je bilo včas ta slepa Esmeralda, ne? No, hotel sem vas vprašati, kaj pomeni takšni obiski pri predsedniku države? Me veseli, da ste me vprašali. Poglejte, medtem ko pravi domoljubi sicer podpiramo serije, ki se dogajajo v Alpah in ploskamo zdravnikom, ki v gorah rešujejo nedolžne ljudi, ostro pa protestiramo proti dotičnemu zdravniku Bergdoktorju. Kaj je pa naredil? Poglejte, vsak pravi domoljub se zavzema za tradicionalno družino, torej ata, mamo, otroc pa tašča. Ampak o taki družini v Bergdoktorju ni ne duha, ne sluha. Martin Gruber namreč živi v istospolni družini, česar absolutno ne podpiramo, ker je nedomoljubno, da niti ne omenjam, da ni v skladu s krščanskimi vrednotami, ki jih vsi tako čislamo. Gorski zdravnik živi z bratom pa mamo. Gorski zdravnik vzgaja svojo hči z bratom. Seveda so prej mislili, da je njegov brat njen oče, ampak se je izkazalo, da je bila njena mama z obema bratoma, kar je spet milo rečeno nedomoljubno in promiskuitetno do amena. Ampak ker je zdravnikov brat že ves čas vzgajal otroka svojega brata, potem je pa hčerkina mama umrla, zdaj ta otrok živi v istospolni skupnosti. Nekateri bi rekli, da gre za splet okoliščin, mi pa vemo, da gre še za eno podlo potezo razuzdane levice, ki bi rada to pokvarjenost forsirala v življenja nič hudega slutečih državljanov in te spravila v dekadentni življenjski slog, ki ga tudi sama živi. Če vi v tem ne vidite problema, pa ne vem. Gospod Novak, meni se zdi, ste malo zašli. Mama vam je zašla. Gospod Novak, to pa zdaj... Oprostite, gospod Godler, a vidite, kaj nam delajo? A vidite, kaj se pa zgodi? Z poštenih in boga boječih ljudi se na ta račun spreminjamo v živali. Ja, dobro, okej, daj povejte, kako vplivajo takšne zgodbe na Slovence? Predvsem je težava v tem, da se slovenski javnosti predstavlja komunajzersko propagando. Kučan in Zemljarič hočeta pomiriti gledalce skozi utopično družbo, kjer zdravstvo funkcionira brez korupcije in čakalnih vrst. Pa se s tem nič narobe. Naj ljudje uživajo vsaj v fikciji. Ja, ampak to je narobe. Tako ljudje dobijo napačno predstavo o Avstriji, na podlagi tega nam potem vsi brihtni ljudje bežijo v tujino. Gospod Godler, bil sem v Avstriji in vam povem, da ni tako, kot prikazujejo na televiziji. Tam gor kleti nimajo za flaše vina, ampak za ljudi. Dobro, jaz ne vem, kaj ima to točno s tem veze. Dajmo se vrniti nazaj k obisku igralca pri predsedniku Pahorju. Kaj je počel tam? Kaj pa kdorkoli dela pri Pahorju drugega, kada afne gunca? A hočete reči, da je obisk sam sebi namen, torej da je šlo samo še za eno prazno predsedniško gesto in populizem? Ja, jaz upam. Upate? Lejte, nazadnje, ko se je hotel Pahor slikati z nekim nedomoljubnim ameriškim predsednikom, je v zameno želel v Sloveniji sprejeti zapornike z Guantanama. Samo molmo lahko, da ni v zameno za obisk Bergdoktorja sprejel kak avtobus beguncev iz Avstrije. Ali pa še hujš, kakšnega Oberkrajner ansambla. Zadnje, kar potrebujemo v Sloveniji, je še več jodlarjev. Se imamo že naših večkrat dovolj, pa še boljši so industrijski. Najlepša hvala, gospod Novak. Hvala lepa. Kot vedno, Bog z vami. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite.
da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!